znan mariborski pevec Rudi Šantl, ki so ga dolga leta poznali kot pevca Štajerskih 7, zdaj pa že nekaj let poje samostojno oziroma z različnimi ansambli, se je pred nekaj dnevi vrnil iz turneje na drugi strani luže, kot radi rečemo. Pa me zanima, Rudi, kaj si pravzaprav tam počel in kako je bilo? Ja, Asja, pozdravljena in seveda kolega iza kamere. Tako je, ja. Prišel sem v ponedeljek iz Frankfurta, pravzaprav iz Clevelanda, iz turneje, to se pravi iz turneje po Ameriki, Kanadi, pretežno v Kanadi, seveda z ansamblom Tramontana, ki seveda smo po nekem naključju se spoznali v Mariboru na popevki Veseli jeseni in seveda takole začeli nekako sodelovati, bi rekel tako ne profesionalno, ampak tako bi rekel malo za šalo, malo za res, ampak z tega je potem resnica nastala in ansambel seveda goji, Tramontana goji seveda istrsko glasbo, mediteransko glasbo. Seveda ansambl obstaja že 9 let, drugo leto praznuje 10. obletnico in seveda od začetka so 4 člani, pozneje so se pa seveda priključili še harmonikar in seveda pevka Barbara. O Tramontani bomo zagotovo še več slišali, ko bodo prišli spet na festival v Maribor. Mene bolj zanima, kaj se je pravzaprav dogajalo v Kanadi, koliko koncertov je bilo in kaj ti je recimo ostalo najbolj v spominu? Ja, imeli smo 16 nastopov, 16 koncertov, seveda bili smo Pennsylvania, potem klub Pristava, potem Detroit, Indianapolis in seveda dvakrat smo bili v Toronto, to se pravi klub Lipa, pa klub Simona Gregorčiča. Seveda najbolj mi je ostalo v spominu toliko, smo se srečali z našim konzolom v Clevelandu, z gospodom Žigonom, Zvonetom Žigonom in seveda priključil sem me tudi na enem pikniku, tako da smo skupaj lahko zapeli, se pogovarjali in seveda bili smo pa tudi pri znanem radijskemu napovedovalcu in seveda lastniku radija gospodu Petkovšku. Gospod Petkovšek nas je seveda gostil v njegovem studiu, jaz sem zapel seveda znano slovensko pesem En starček in seveda je tudi on, čeprav je on, bi rekel, njegova oddaja je v angleščini, to se pravi za govoreče Slovence v angleščini, seveda moramo vedeti, da v Ameriki ni več toliko Slovencev, kot je bilo včasih, je že nastopila 3. in 4. generacija Slovencev, ki že seveda govorijo pretežno samo angleško. Slišala sem, da si zapel tudi na nekem pogrebu. Ja, od tega konzola, od gospoda Zvoneta Žigona, oče je umrl in seveda gospod Stanko Žigon in seveda je bila maša, eno sredo je bila maša za njega v cerkvi, v slovenski cerkvi in seveda takrat sem zapel na koro Ave Marijo in seveda Lipa zelenela je. Kako pa so sicer sprejeli slovensko pesem? Jaz moram reči, da slovenska pesem še vedno, ko se spomnim, mi gre kar na jok, ko se spomnim Slovence, kako to doživljajo. Moram reči, da je bilo prečudovito, seveda moram pomeniti, da vse to, kar se je zgodilo v Ameriki in Kanadi, je organizirala gospa Silva Ramšak in seveda gospod Jože Ramšak mož od nje in to je primorski klub, ki je seveda organiziral to turnejo po Ameriki in Kanadi in moram reči, da je bilo prečudovito, seveda potovali smo v Kanado z avtobusom, ki nas je potovalo več, ne samo mi ansambel, ampak tudi ostali gosti, ki so jih seveda oni zraven povabili v Kanado. Se boš v Kanado še kdaj vrnil? Ja, povabilo je seveda tudi prišlo iz strani raznih klubov, da bi seveda se ponovno videli čez 2 leti in jaz upam, da se bomo in tudi eno povabilo je prišlo iz Floride na eni ladji veliki, da bi tam pel in seveda bom videl, kako bo, če bo zdravje služilo, bo verjetno to uspelo, ne.